Dobro večer, lepo pozdravljeni. Niste vedeli, če lahko zaploskate, ne? To je zdaj himna, Evropa, to ne vem, če ploskamo, ne? Niste še nič povedali. Dobro večer, lepo pozdravljeni na tako imenovanem Evropskem večeru, ko bomo imeli eno tako malo debato, pa malo se bomo hecali z naslovom EU ni hec. Zdaj, če sem pa čisto iskren, zakaj smo danes tu? Je pa tako, poslušajte, zdaj smo sami domači, ne, to smo šmarčeni. Zdaj, nisem hotel to na plakat napisati, ne, ampak tu ste zdaj, malo sem vas na finto vrgo, da ste prišli, zato ker jaz imam eno idejo, pa povejte, če ste za, ko tule nas je glihenih 100, to je glih taka masa, a smo za to, da gre Šmarje iz Evrope ven? Sem vprašam, je tu kaj potencijala, se vam zdi? Vse ideje je še v povojih, ne rečem, da bomo to zdaj naredili z danes na jutr, ampak samo malo študirajte, ker mogoče Anglija nima čist, več ni čist mimo, ne, tako da, če je kdo, ne, je kjeri, par, kaj, kak kandidat, dajte roke v luft, kdo je za Šmarje, gre ven. Ok, dobro, zdaj smo še malo, evo ga, ne, eden, bravo, pa še nih 6 je mislilo to, ne. Ne, se hecam, da ne bo zdaj kdo resno mislil, ker njih par je bilo res, jaz sem za. Njih par je bilo tako, to je dobro, to kar je on rekel, to se meni zdi vredi. Ne, se nismo. Ne bomo zdaj šli še kar iz Evrope, če bi pa šli, ne, mogoče bi še Šentjur vzeli zram, ste za? Ali Slatno, kjerega vzamemo? Pa ne, na to zdaj kar debata ratala, tako da, ne, Rogaško, ne, pusti Rogaško. Ok, zdaj tu vidim, da je to zdaj se malo dvignalo bolj, kot sem mislil. Dobar je? Dajmo se odehnati, sam ideja. Da bo to tako tisto. Se spomnim, kje je bilo, začetek marca smo začeli razmišljati, evo, 5 let kasneje, iz Evrope ven. Smo se predstavili v Gruzijo. Ja, torej, da se na začetku razjasnimo, kako bo danes to potekalo, zakaj smo dejansko tu, da ne bo, zdaj, ta glavni razlog je, zato ker so 26. maja so evropske volitve. Veste? Ali zdaj veste? Ok, v redu, 26. so volitve in glede udeležbe je Slovenija na 4. mestu, glede na prejšnje volitve. Prejšnje volitve 5 let nazaj je bilo 4. mesto po udeležbi. Problem je zato, ker smo na 4. mestu od zadaj naprej. Drugače smo pa 4, ne, tako da če kjer vpraša, smo 4. Če pa začne spraševati, je pa od zadaj naprej, tako da smo menda od 28 držav smo tam nekje 24, kar je kar švoh, ne. In to je potem pisarna Evropskega parlamenta Slovenija rekla, to pa moramo zdaj mi malo spremeniti in so začeli delati kampanjo, so začeli, dajmo to malo bolj ozveščiti ljudje, to so evropske volitve, to ni zdaj kar tako, da, veš, to so orang volitve, ne, kot recimo za županske smo šli strašno, vsi smo šli, ne, to mora rešiti, ne, za Evropo, kaj je to? To je Bruselj. To je še to, veš, to je Čentjurje še naprej. To nas ne zanima toliko, ne. Bruselj, kje je to? Enkrat so šli mestinski kolesarji, so šli do Bruslja, ampak to je pa vse, kar jaz vem v Evropi, ne. Me ne zanima, ne. Ampak so pomembne in so rekli, zdaj moramo mi to malo zavestiti in so rekli, bomo naredili neke dogodke, bomo malo kakšne znane ljudi povabili, da bojo kakšne videe naredili. Potem so pa tudi prišli tak do nas, ne, do komikov, stand-up komikov in skečoholikov tudi in so rekli, če bi mi to kaj sodelovali, pa smo rekli, da tak februar, marc, kdaj boste to imeli, februar, marc, april, smo rekli, to je pa takrat kar gužva, no, tako da, ne vem, če bo, no, tako da, ne vem, bolj težko. Pa so pa rekli, da imajo neka sredstva za to pripravljena. Potem smo pa mi študirali, smo rekli, ipak so evropske volitve, veš. To ni hec, ne. Pa da smo 4. od zadaj, veš, da moramo stopiti skup. In smo rekli, to bo, ne, in smo začeli hoditi, ne, in bomo naredili eno serijo dogodkov, potem, ampak, morate povedati, da zdaj to ni nagovarjati, to apolitično. Pisarna Evropskega parlamenta je čisto vseeno, kjer ga gre ti voliti, ne. Lahko ti levo, desno, gor, onega, tretjega, ni važno, kjer ga volite, ne, samo pejte. Kako? Sam da greš, tako, sam premekneš se iz hiše, greš voliti, razen če imaš volišče doma. Pol bo doma. Mi smo imeli dolgo cajta doma, pa si sam šel dol spodaj v garažo, pa si volil, ne? Zdaj nimam, moram iti Šmarje, tako da je malo narodno. Ampak bom šel, ne? Vse so sredstva. Ne, hecam se.
In so rekli, ne, je treba. Tako da ni važno, kjer ga volite. Mislim, malo je važno, kjer ga volite. No? Veš, ne moreš obkrožiti, ne smeš dopisati, kaj gor na listek. Ne? Tis ni vredno, ne smeš da napisati, ja, volim Dončića. Veš. Zato, ko je car. Vse je car, samo ne moreš ga voliti. Ne na teh volitvah. Mogoče na naslednjih. Potem so tudi rekli, da bojo organizirali ene take zadeve in bojo pošiljali okrog, ne vem, ste videli dole v spodi, ene take kartice? Je kdo to videl? Evo, te kartice, tudi del te kampanje je tudi to, da so te kartice, na katere moraš napisati. Tokrat grem voliti za in napišeš. Lahko napišeš karkoli. Lahko napišeš, veš, grem voliti za boljše pice pri Lipniku. Lahko, veš, ni problema. Ti lahko napišeš kar češ. Ne? In še boljše je, če greš na ta naslov in se vpišeš v bazo, te bojo potem upolnili, ne, par dni prej, vzadi moraš pa napisati naslov. Lahko svojega, ne? Se vem, to je malo žalostno, da sam sebi kartico pošiljaš, ampak ne. Ti bojo par dni prej ti potem pošljajo nazaj in te to spomnijo. Lahko tudi za kjerga kolega, ko veš, da ne šel, njemu pošlješ, to sam tu pri nas odložiš, spodaj odložiš in potem bojo oni poslali par dni prej. Ne? Tako da, to je kartica. A ja, tisti, ko ste mladi, pa zdaj ne veste, o čem govorim, kartica, ne? Veste, ko je kartica, ne? To je eno tako, veš, čas si šel na morje, ne? Pa si potem kupil eno kartico, ko je gor bila ena taka pocukrana slika Savudrije, ne? Čist nerealno, ko si bil tam, ni približno tako izgledalo. In si poslal in si rekel, lepe sončne slane pozdrave iz Savudrije, ne? Pa si poslal. Pol je karta prišla sicer 3 tedne kasneje, ne? Ko si ti bil že doma, ampak vseeno, ne? Je bilo vredi. Tako da ja. Ti dogodki, ko smo danes smo začeli, v bistvu otvoritev pri nas, ti dogodki bojo na 6 koncih. Rekli so, da je treba iti v vsa večja urbana središča, tako da bomo šli v Mursko Soboto, Ljubljano, Kranj, Koper, Celje pa Šmarje. Ne? Kar je, evo, tako, kar je logično. Zdaj, skečakoli, ki smo se še pa malo angažirali, čist iz dobre vole, da naredimo še par skečov in zdaj ne vem, če ste videli že prvega, ta teden je prišel na internet, nima še nekaj veliko gledal, tako da po mojem, da kar nekaj ljudi še ni videlo, tako da bi ga je zdaj kar zavrtel, če imate cajt, imate cajt, no? Tako da Borut, jaz bi te kar prosil, če zavrtiš skeč volitve, kak so pomembne, se boste videli. Meni je po moje voda odtekla. Kaj? A prav zdajle? Ja, mislim, ali nama pa kavč pušča. Ok, brez panike, zato sem se pripravila. Ok, Ja. samo prištiban tukaj. Wow, Ok, ja, brez ja. panike. Ok, avto imava. Avto je tam in pa se za 5 minut ustava. Ja, valjda, ja, te bom pobral. Za 5 minut se ustava, pa greva, ok? Ok. Kaj je to? To ni porodnišnica. Ne, pa sem ti rekel, za 5 minut se še nekje ostava, pa greva pa kuj rodit. Ti greš še volt? Jaz, mi dva greva volt. No, mi gremo volt. Ti si normalen, ne? Mislim, bolj deprimelenega trenutka si pa res nisi mogel zbrati. Jaz? Ja. Jaz ti bi lahko rodila kjerkoli dan. Pa si se odločila, da boš danes, na 26. maja, ko so evropske volitve. Tako kot da sem jaz kriv. Nisem jaz sam naredil tega otroka. Dobrodošli na evropskih volitvah. Lahko vidim vabila, osebne izkaznice. Ja, no dej, ne zdaj. Pozabil sem vabila, zato ker je bilo, ko se je ful mudil, ker je bilo treba jeti volt. Nisem rodit, ker je bilo treba jeti rodit. Bodo osebne dovolj. No, tako, vidiš, gospod se piše Vizjak, tako da greva tako, kako smo vadili, ne? Začneš v imeniku, v prvi koloni, iskati V. A vi ste pa na seči? Ja, v bistvu moram iti že kar roditi, ker mi je že voda odtekla. Ko ste prišli še vseeno voliti. No, lepo, ker tudi Evropa se zavzema za Čisto vodo. No, fajn, fino, super, da se da malo pohiteti. A ime že imate zbrano? Ker če bi bila punčka, bi lahko bila Evropa. Fajn. Meni je to super. Jaz bi to kar
Mislim, se malo še pomenila, ker to niso, mislim, jaz nimam zares, ne moram odločitev sprejemati. No. O. Evo, vizija, evo. Gospodu pa je ime, Zdravko. pa gremo v drugo kolono, ne? V drugi koloni pa zaiščeš Z. Ti si to naredil. Če bi bil pa fant, bi lahko bil pa evro. To je super, ne, to je super, to bo imel denarja, veš, ne bo treba skrbeti za pokojnino. Evo, najdu, Zdravko Vizjak, evo, dosti teh Zdravko. Zdaj pa še gospo, ne? Gospa pa se piše Anderlič. Niste poročen, pol. tako da greva kar na začetek imenika, ne? Zdaj pa iščeva A, pa spet v prvi koloni, ne? Smo pa že v prvo slišali, ni bilo treba 3-krat. Imamo tle. Evo, teh Anderličev je tudi ogromno. Evo ga, prvi skeč. Upam, da je bil všeč. Prihaja še en, pa drugače en taki video, tako da upam, da boste uživali. Torej, kot že rečeno, te dogodke smo začeli v najbolj evropski občini daleč naokrog, ne? To se strinjamo, no vsaj do Žalca, tam se mi zdi, so kar Fontana je bila menda neka evropska sredstva, se mi zdi. In zato je prav, da prej, ko začnemo, na oder povabimo našega župana, gospoda Matijo Čakša, tako da dajmo kar en aplavz, pa gospod Matija še kako pove. Tole dela? Borut je rekel, da. Ja, rekli zgor to. Ne. Vse že mikrofon, pol pa ne rabim. Ja, zdaj, da začnemo, da malo povem, mi smo se par dni nazaj slišali, še večji, kot sem mislil. Par dni nazaj smo se pogovarjala po telefonu, pa smo rekla, da se bomo kar tikala, tako da se lahko tudi kar na odru tikamo. Je rekel, ne, kar tikajmo, saj sem itak veliko mlajši od tebe. In sem se pol malo zasekiral, ko je življenje, sploh delamo, ampak ok. Torej, par mesecev je že minilo na novi funkciji, kaj gre po planu zaenkrat? Super je, hvala, gre. Je v redu. Kaj pa, mislim, nova funkcija je kaj padlo, kakšni okostnjaki od prejšnje ven iz omare, kaj od Stankošket, kaj pusto, kaj potaknjenega? Ne, vse v redu. Nič kakega službenega avta ali pa kaj takega, nič ni bilo? Avto je zrabljen čisto, pa še bo počakal. Aha, jaz bi drugače naredil. Ok. Se pravi, po profesiji si veterinar, županovanje je pa hobi, ali kak? Ne. Tak, nekako, ja. Šala. Ne, kar je razlika v teh poklicih. Ne? Na eni strani si doktor, na drugi strani si pa verjetno malo bolj psiholog, se mi zdi. Kaj ne rečem, v novi službi me nobena ne brcne, ne vgrizne, ne ukrempa, tako da moram reči, da je kar vredi. No? Dobro, to so prvi mesece, veš. Stankošket ni več kandidiral, veš. Koliko jaz vem, je nekaj grizlo, ja. Tak, ampak danes se bolj dotikamo evropskih tem. Doma imate kmetijo, ste se že kdaj prijavili na kakšne evropske razpise, ste bili uspešni? Prijavil sem se že neparkrat, uspešen sem pa bil, mislim, da 2-krat. Tako da je bilo vredi, ja. Kak je pa proces, je zakomplicirano s papirji pa to, ali je treba kaj znati? Ja, določene stvari je treba vedeti, fajn pa je, da za vsako stvar obstajajo neke službe, ko so nam v pomoč, da pripravijo papirje, vloge in če izpolnjuješ vse pogoje, brez problema dobiš sredstva. Aha, kam se pa lahko obrnejo, recimo, če kdo rabi kako pomoč? So tu pri vas kaj? Glede kmetijstva se lahko obrnete na svetovalno službo, kakršnokoli privat firmo, kar se tiče pa kakršnikoli drugih razpisov, pa tudi obstajajo, naprimer v Šmarju imamo Sotla, to je razvojna agencija, kjer lahko različni mladi podjetniki nova podjetja dobijo sredstva, da se prijavijo. Prav tako na občini lahko skočimo v pomoč, imamo dosti zaposlenih, ki veliko vedo o tem. Super. Kak je pa na občini črpanje evropskih sredstev? Je v preteklosti že bila občina kar uspešna, ko smo se pogovarjala? Ja, moram povedati, da občina Šmarje pri Jelšah je v celjski regiji
od leta 2007 do leta 2014 bila najuspešnejša občina glede črpanja evropskih sredstev, glede na prebivalca. Počrpalo se je ogromno sredstev, ogromno projektov se je zgradilo, tako da zelo pohvalno. Aha, super. Kak so pa plani, kaj za naprej? Verjetno imate tudi zdaj v tvojem mandatu kakšne plane, da se prijavite na kakšne razpise. Kje vidite največ priložnosti? Moram reči, da v letošnjem letu se bo ogromno sredstev dobilo. Naprimer, en ogromen projekt je energetska sanacija 7 objektov v občini Šmarje pri Jelšah. Tu govorimo predvsem o šoli, podružnični šoli, zdravstvenem domu, Skazovi hiši. To je skoraj 724 000 evrov evropskega denarja. Potem projekt In kultura Veritas, to je skoraj 200 000 evrov evropskega denarja. In Šmarski turistični preplet je tudi en projekt, kjer so vključena evropska sredstva. Aha, super. Podružnična šola, kjera podružnica pa je to? Je kakšna taka zanimiva? Zibika bo dobila. Ja, najlepša hvala za te. Dajmo en aplavz za gospoda župana. Če še imaš kakšno besedo komot, ali pa drugače pa... Ok, super. Dajmo en aplavz. Matija Čakš. Ja, dobro. Mi gremo pa kar naprej. Na plakatu ste verjetno videli, da nas bo več. Poleg Tina še ena gospodična gospa. Jih kasneje seveda najavim in predstavim. Ampak zdaj za začetek pa bi mogoče lahko šli malo čez osnove, ne? Evropske unije. Da vidimo, na koncu bo en tak kviz, enih takih 10 vprašanj, tu se bomo tako delili na dve polovice, pa bomo potem malo odgovarjali, tako da tu zdaj zberite se enega predstavnika, na tej strani se mi zdi, da že mislim, da imamo enega, tu se še boste pa zmenili, pa bomo potem malo tekmovali. Tako da zdaj sproti, ko kaj razlagamo, poslušajte, ker bojo ti odgovori na koncu, vam bo kaj prav prišlo. Zdaj, da malo hitro ponovimo. Zdaj, današnji naslov je EU ni hec. Zakaj? Zato, ker res ni. Ker Evropska unija, ne si misliš, to je skupek enih držav, ko imajo isti denar, pa ni meja, pa to, ja, mogoče ni čist tak. Zato, ker EU sestavlja trenutno 28 držav, če jih naštejem po abecednem vrstnem redu. Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo in Zibika. A veš? Ne, čak, to jih je zdaj 29. Eno sem dal preveč. Po mojem Romunija ni notno. Ali pa Bolgarija, to da se mi malo štrlijo. Druge so pa čisto evropske. In zdaj si misliš, aha, to je zdaj. To so države, to te plačujejo članarino, in to te so not. Ja, ni čist tak. Ker plačujejo pa članarino še 3, to so pa Norveška, Islandija in Liechtenstein, ki pa niso članice. Ampak plačajo pa. Če greš ti na Norveško, pa kaj, isto se obnaša ta država kot druga evropska država, ampak ni pa članica. Ampak plačujejo pa članarino. Imajo pa neke druge zakone glede kmetijstva, ribolova in ene take zadeve, zato tudi nočejo iti not. Pol si misliš, aha, ok, v redu, dobro, tu imate malo rahlo izjemo. Ampak denar je pa enoten, se pravi evro, evropska država, evro. Ja, ni čist tak. Ker to so države, tiste, ko imajo evro, so države evrskega območja. Se pravi Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija. Potem tiste, ko so pa ven, še pa čakajo. To so pa Bolgarija, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Švedska in nažalost Hrvaška. Ker ti zdaj, pa to se mi zdi, to ti še ne izpolnjuje pogoju, ampak ko jih bojo evro dobili. Sem čeprav meni se zdi, da Hrvati malo zavlačujejo glih za to, da mi nimamo pojma, koliko sladoled košta v Dubrovniku, veš. 500 kun, to je v redu, ja, to je dober, ja, to je 7 evrov, ja, 7 evrov, ja. Veš, tako da te malo zmedejo, ne. Ker potem so pa še ene 3 države, če ste pazljivo poslušali, sigurno ste, ne, ko jih pa sploh ni, sploh nočejo evra. To so pa Združeno kraljestvo, Danska in Švedska. To ti so pa rekli, ne, mi ta ne nucamo. In za Angleže se kar zastopim, ne. Še dobro, da niso vzeli, ne, ko imeli, pa vzeli, pa ne bi vzeli, pa tak, ne. Ko zdaj grejo počasi ven. Potem si rečeš, ne, Evropska unija, to je pač nikjer ni meja. Ja, verjetno ni čist tak, ne. Zato, ker to pa moraš biti v območju šengenskega območja. To pa vleti še Švica, ki ni v Evropi, ampak je v šengenskem območju. Tako da greš po Prešernu not pa ven, sam dlje cajta pa ne smeš ostati. Tak je plan.
Potem imaš, ne smeš pa kar tako v Združeno kraljestvo, Cipr, Irsko, Bolgarijo, Romunijo in ja, na Hrvaško. Ne? Zato so gužve dole na Bregani, ne? Ker ne moreš ti kar prekit. Ne? Za te države je pa tako, da bi plačevali članarino, ne? Ampak not pa ne smejo. Ne? Mislim, morajo pa imajo ono. To je tako, da bi plačal članarino za fitness, sam not pa ne smeš. Ti kar vi na telovadi, vse je isto. Malo te bo zeblo, ampak vse je isto. Ne? Jaz bi šel v Evropo, ja, se boš prišel enkrat, zdaj ne, no, zdaj, bodi malo še vene. Potem so še pa Anglija pa Francija, ko imajo še kup enega ozemlja izven Evrope, ampak tam oni so, ne, Evropejci, oni imajo te predpise enake, ko pri nas, sam če hočeš pa tja iti, pa ne smeš iti. Tako da je ful zakomplicirano in zaradi tega, ne, ko smo zdaj razložili, to je samo ena izmed tem, zakaj EU ni hec. Tako da, zdaj sem vse malo zamoril, ampak dober je, mareš enkrat, ne. Dobro, to so neke osnove, ampak ostale teme, ki jih je ogromno, mi se bomo pa dotaknili skozi nekatere, ne bomo vse šle skozi itak, da ne, ko bomo dobro urco tu. Ostale mi bosta pa pomagala obdelati naša dva gosta, ki jih tudi vabim na oder in to sta stand-up komik, mislim, da ga vsi dobro poznate, v Šmarju je že večkrat nastopal, Tin Vodopivec. Dajte en aplaus. Evo ga, zdravo. Kar izvoli zasesti eno mesto in pa pridružila se še pa gospodična, gospa, mislim, da vodja pisarne Evropskega parlamenta Slovenija in sicer Manja Toplak. Dajmo en velik aplavz še za njo. Zdaj se pa tudi lahko kar, ima kdo željo v sredini sedeti ali, ja, okej. Ne, kar povej, vse smo kar domači. Ne, samo v zadnji imaš še svoj mikrofon. Ja, zdaj ti si že bil večkrat v Šmarju, Manja, ti si prvič v Šmarju? Prvič. Pa žal zvečer, ne, želela bi si čez dan priti pa pogledati, kako. A lahko povem, ko si rekla, prej, ko si prišla sem? Res, si ziher? Ne vem, ker je del zdaj, tisti, kako so fajn ljudje. Ta sočen. A ja, kaj je to? Ja, ne, ko si prišla, si rekla, nisem si mislila, da imate tako dvorano v Šmarji. Je rekla, to kar diši po evropskih sredstvih, ne? Ok, pa bil tisti drugi del, ko sem rekla, kako so prijazni ljudje. To pa ne vem. Pridajo, pa še to, kako so vljudni, pridajo pred, nekateri že ob 6:30, večina ob 6:45, nobeden ni zamudil. Ja. Pa še radi malo pokrmljajo. Ja, vse ni trije so prišli za predstavo, ko bo jutra, veš, tako da je. Res nekateri. Res se potrudijo, no. Da na začetku se tebe že res dobro poznajo, tako da bom z Manjo začela. Manja, vodja pisarne Evropskega parlamenta Slovenija. Kaj delaš? Kak je tvoj vsakdanjik, kakšne naloge imaš, kakšne take zadeve? Da malo razjasniš, po mojem, da to kar nekaj ljudi zanima. Ja, trenutno. Si v Šmarju, ja. Sem v Šmarju, ja. Trenutno počnemo samo, se ukvarjamo samo z kampanjo za evropske volitve. To je naša glavna dejavnost in zato smo tudi prišli v Šmarje. Ampak drugače je pa pisarna odgovorna nekako za promocijo Evropske unije, država v Sloveniji zdaj konkretno. Hkrati pa poročamo v Bruselj o tem, kaj se dogaja v Sloveniji ali opozarjamo na kakšne, ne vem, na kakšne stvari, ki bi jih morala Evropa poznati. Kako pa to kako poročate v Bruselj? A to imate polno? Kako poročamo? Rdeč telefon. Mi vse najlepše, ja. In pa ste kakšna dvorana v Šmarju. Ja. Ej, Bruselj, to v Šmarje ste malo preveč dali. Zibika pa neče. Ne, sem se. Komu Zibelke? Zibika, ne poznaš Zibika? Zibika, ja. Pa to vsi poznajo. To je dobro, ja. Lado je prejšnji zamudil na predstavo, ko je šel v Zibiku pogledati. 20 minut je zamudil predstave, ko je šel v Zibiku gledati. Res? Ja, vse ti bi isto, če ne bi jaz vozil, veš. To je še ena država, ne? Ja, vse imam tule napisano Zibika, vidiš, ja. Če je napisano, bolj že mora biti, ne? Se pravi to, kako ste pa zdaj trenutno pri kampanji uspešni, se pravi, vi imate to volilno bazo, v katero se ljudje not vpisujejo? Ja, to je en del kampanje. Okay. Kampanja Tokrat grem volit, mnogi ste že videli se že izpolnili tudi te kartice. Imamo tudi spletno stran tokratgremvolit.eu, kamor se vpisujejo pač ti proevropski ljudje, ki se zavedajo pomena evropskih volitev. S tem, ko se vpišeš,
se nekako zavežeš, da boš šel na volitve. Hkrati lahko to idejo deliš po spletu, po družbenih omrežjih, dobiš tak poseben link, kamor povabiš druge, da se vpišejo. Ali pa obkljukaš pri prijavi, da si naš prostovolec. Aha. In teh prostovoljcev imamo konkretno že 300. 300. Okoli 300, ki na svoj način delajo promocijo Evrope. Že zavedajo se, da je pomembno sploh v tem času, da nekaj naredimo za Evropo. Zdaj, ko Evropo večina nas vidi tako samoumevno in pozabljamo, kako je bilo nekoč. No, ampak v tej bazi je vpisani že 11.000 Slovencev, približno. Aha, koliko je pa vseh Evropejcev? 190.000. Tako da Slovenci, To je dobro. glede na število prebivalstva, očitno vodimo. Vodimo. Andrej, drži? Drži. To je skoraj Ja, tako. to je naš ekspert za to bazo. statistiko. Ja. V drugi Te vrsti. prostovoljci so oni, ki nimajo službe drugače. Pa pač so pol. Pa si bolj Pa prostovolec. si pol ne? ja. Ko si pa ti prostovolec? Prostovoljce. Ja. Ko pa delaš v Hrvatom je ful- Evropa? Na Hrvaškem je ful smešno ta beseda prostovoljec. Njim je to tako prostovoljka, recimo tako ful zveni tako seksualno. A ne, kao, ona je prostovoljka. Ona kar, A si se vpisal? ja, seveda. Vse drugače se ne spustijo v Nekaj tukaj pol, dvorano. kaj te pokliče, če nisi šel na volitve. Si se vpisal, pa te kliče, nisi bil, pa si se vpisal, da prideš. Zjutraj Ne, vse. ne, to kartico boste vsi, ki ste se vpisali, dobili tisti teden pred volitvami, da vas spomni, da ste se pravzaprav nekako Ja. obvezali. ti Tisti, ki na- pa ne na vest. poznate, ta mladi, ki pa ne poznate Sem že razložil, kartic. Ja, tisti pa naj kar na spletno stran, mislim Na spletno grejo stran na grejo. spletno stran, ne? Pa, Ja. pa bo po domače. Bomo videli. Ja, to, naredite to. Vse to je super, da ti tako na vest, na krivdo ti pol igrajo. A veš, Ja, ker ja. tako, ker če imaš računalnik, ti tudi skozi tako, nisi updated že nekaj časa. Ja. Sam povem, ne. Sam povem, sam Pa tak. ti naredi sam odloce. Evo ga, eden že kliče. Evropa Ja, kliče. Ja. Ne, kar oglasite se, vse ni problema. Vse, imamo cajt, bomo počakali. Veš. Ne, ja, super. Druga zadeva, ti si imel pa en tak zanimiv evropski projekt lansko leto ali predlansko, kako je bilo? Ja, Se pravi, 7 držav, 7 jezikov, 7 dni si Ja. nastopal stand-up, 7. tako. Bravo. Všeč mi je ta melodija iz leta 90, še vedno, ki je na telefonu. Ta iz unga, no, a imate Nokia, ono to staro. Ne, ja, sem šel nastopati v 7 jezikih, v 7 dneh, ker imam ful preveč časa in dolg čas mi je bilo. Ne, tako sem hotel narediti nekaj malo drugačnega, malo izjemnega. Ja, se pravi, pa vsak, mislim, 7 jezikov v bistvu. Ja, vsak dan drug jezik, se pravi hrvaško, bosansko, srbsko. Ne, to so me vsi sprašvali, vsi so me to sprašvali. Ja, res 7 jezikov, ja, črnogorsko si tudi šel. Ne, šli smo res tako kar na Poljsko, pa Nemčija, Francija, pa tudi vada Beograd, čeprav Beograd ni še v Evropski uniji, mislim, zaenkrat Srbija še ni. Se ful želijo. Mislim, kaj veste, imate Pa je povsod deloval enaki joke, ali si uporabljal? Ja, tako jaz verjamem v to, da so šale univerzalne, ampak potem reference morajo biti malo bolj lokalne. Recimo smešno je, ko v nemščini imaš glagol na koncu in pol doskrat, ko poješ šalo, je tako v bistvu ta smešen del in pa moraš še dodati cuhaben. A je še ta, pol ti v bistvu uniči malo, tako moraš biti ti si tako tarara cuhaben. Ja, in pa je v bistvu tako manjka skozi nekaj, mislim, moraš dopolnjevati. Ampak ja, drugače večinoma so bile iste šale. Smo hoteli testirati, če smo vsi krvavi pod kožo in smo dejansko. Smo dejansko. Razen izpod četrtka unije, se bo tako, pustimo to. Ja. Pusti, ti si druga. Oni se zamejejo, veš, Ja. pa Krško je blizu. Veš ko, ja, če si hočete o tem projektu pogledati, je en tak filmček, 15-minutni na YouTubeu, na njegovi strani, od Tin Vodopivec, imaš pa en tak kratek trailer, ko si ga lahko pogledamo, Borut, tako da, če ti bo... Tukaj je v bistvu- Veš, to je Tin, ne? Ja. Na Poljskem, ne? Ja. To je dale še punca. To so močrni. Ja, to bo na Poljskem. Mad project. Everyone was immediately interested. Extremely impressing. Svaka čast, passion. Blown away. Izjemno pogumen. Ja, grafika je bila prav dodelana.
Hey guys, it's me. I've been doing comedy for 10, 11 years and I thought it was time to do something different. Tam smo dali en pokal, ki sem ga dobil enkrat, smo dali tam gor. The goal was simple. Perform comedy in 7 languages, in 7 countries, in 7 days. I think it's really hard to find true love. Momcitelji, koga nemamo devojke, to je bilo pa v Makedoniji. Imam je plan. Der Plan ist, ein bisschen zu trinken, zapoznavanje na devojki, namen da seks haben, aber das ist seulement la théorie, en réalité, on était plutôt comme ça. Za dužo pijeme, we harassed women i idemo na kebab. It's always the kebab at the end. Samo, to je bilo vse, kar sem imel tam for. Sam 1 minuto sem nastopil v bistvu. Sam noben ne ve, vsi so, koliko časa si nastopil? 1 minuto. Zdaj, ne, smo bili 15-20 minut so bili dolgi nastopi. So bili dolgi nastopi. Ja. Zdaj ne vem, če veš, ampak v Šmarju znamo vsi ful dobro polsko. A ja? Ja, to smo se v osnovni šoli, se učimo polsko. Aha. Do 5. razreda že vsi tekoče polsko govorimo. Polsko, ja. Jaz zdaj sicer ne bi, no, ampak pa lahko pa ti mogoče po polsko. Mislim, Poljska je zelo zanimiv trg za Slovence, 40 milijonov Poljakov. Lahko vam malo povem, recimo, o tem, kako so se Slovenci infiltrirali v Belo hišo, na Poljskem recimo bi povedal tako, v statni čas še vprašaj dužo še movivo v Sloveniji, zvašče bo dal nam še zinfiltrovati Bjavi dom. Vse so razumeli. Ja, dobro, fora. Enih par ni, samo oni so iz... Ne, se ni. To mogo nehati počasi, se vem. Kaj pa kaka, recimo Makedonija se pravi, ni, pa Srbija tudi ni, ostale so pa članice Evropske unije. Ostale so bile članice, Srbija tako, za eno nogo se trudi neki, Makedonci so tako, nam se niti ne splača prijaviti, itak nikoli ne bojo nas vzeli, a Makedonija se kaj trudi? Makedonci, za Evropsko unijo. Sam so kar malo obupa. Vsi se trudijo. Recimo, že takoj, ko je Bolgarija postala oziroma še preden se je pridružila Evropski uniji, ko so ljudje zvedeli, da bo Bolgarija članica, so Makedonci hitro pohiteli pridobiti bolgarsko državljanstvo. In so v tistem prehodnem obdobju izdali skoraj 50,000 novih državljanstev bolgarskih, ker so želeli Makedonci priti oziroma dobiti nekako vstop v Evropsko unijo. Ker enkrat so vsi imeli enega sorodnika. Ja, jaz sem tudi Bolgar v bistvu. Ker moj dedek je bil Bolgar, to so vsi tam po moje, so se kar prešvercali. Spravi, Makedonci so hoteli biti Bolgari, samo zato, da bi v Evropo prišli. Enkrat so hteli, ves čas so se norčevali z Bolgaro, kar naenkrat pa so želeli postati Bolgari. Ja, predtem so bili, Bolgarija, kaj, Evropske unije ste? Kje si ti? Kje si, kolega? Super je, Bolgarija je super. Očitno danes vsi v Bolgariji v publiki, se ne smije na to. Ne, mogoče par Romunov. Statistika. Statistiko bi lahko malo obdelali, enih par podatkov sem jaz tule izbrskal, oziroma smo se že pogovarjali o njih. Zdaj, statistika je ena taka fajn zadeva, ki nič ne pove, pa hkrati veliko. Ampak ne moreš biti pa čist ziher. Ker statistika pove, naprimer, če imaš 3 ljudi, eden je brezposeln, drugi ima 600 evrov plače, tretji pa 6 jurjev plače, to pomeni, da imajo ti 3 v povprečju 2 jurja 200 plače. In statistično gledano imaš ti 3 zadovoljne ljudi, zato ker imajo vsi po 2200 evrov plače. V realnosti imaš pa 2 nezadovoljna in enega zadovoljnega. Zato, ko zadovoljne tisko brez šihta, ko mu ni treba delati, pa vleče socialno. Dva sta pa tako, ja, moramo delati. Zdaj, tole sem izbrskal. Ljudje v večini, 98% pozna oziroma je že slišalo za Evropski parlament. Ste vsi slišali za Evropski parlament? Ker 2 statistično zgleda, da nista. Zdaj, ne vem točno, kje sta tista 2, ampak kje so te 2, ko ne vejo, da je Evropski parlament? Se pravi, to je anketa, ki je bila narejena v Evropi, ampak ljudje ne vejo, da je Evropski parlament. To si mislijo? Ja, tako kot recimo tukaj, vas je zdaj približno 100, ne? Recimo, ja. Katera sta tista 2, ki ne poznate? Ja, ne vem, vse ne bo ta roke dvignilo, ni variante. Jaz sem slišal en iz publike, ki je rekel, da ste iz Grobelnega. Grobelno je pol šmarsko, pol šentjursko, veš, to je tak tam, malo so tam, tako da ne vem točno. Potem, recimo, 60% državljanov meni, da je članstvo v EU dobra stvar, tudi 58% Slovencov, in boljših rezultatov ni bilo že 35 let. Čekaj, dam še ena statistika, ki pravi 70% Slovencev, da ima
Slovenija koristi od članstva v EU-ju. Jaz raje tisti podatek povem, ker je višji. Aha, 70% imajo kako korist. 70% Ja. pravi, da imajo koristi od Evropske unije. 70% Slovencev. Je pa res, da zadnjih 35 let ni bilo tako pozitivnega javnega mnenja med državljani Evropske unije. To pa je malo zaradi tega, ker so krize bolj ali manj za nami in ker se je zgodil Trump, pa Brexit in to je bila malo neka vrste streznitev. In ljudje na koncu, pač, ko potegnejo črto, rečejo, Evropi pa je še zmeraj najbolj varno. Še kar vredi, ne? Še kar vredi. Ja, se. Te preseneča taka statistika, si misli, da je več ljudi zadovoljnih z Evropo ali manj? Ne, sem to v bistvu veliko tudi pojejo Slovenci, ker mi smo tako, ja, vse je še kar v redu. Ja. To nam je vodilo v življenju. Kako se imaš? Ja, v redu. Lahko bi bilo slabše. Lahko bi bilo slabše, ja. Ja, vse to tako v Rogaški, ko imajo župana že 25 let, v redu je. V redu je. Ima proti kandidat? Ne, pusti. V redu je. Potem, recimo, Slovence, če delamo evropsko anketo, Slovence najbolj zanima boj proti brezposelnosti, 55%, gospodarska rast, 54%, socialna varnost, 44%. Evropejce nasploh pa najbolj zanima boj proti terorizmu, pol brezposelnost mladih, pa migracija. Nas to nič, terorizem nas ne skrbi, izgleda. Terorizem je to tak, če bojo napadli, bojo tak menda vsekali po Slovaški, po mojem, veš. Vse nas ne bojo našli. Še Liechtenstein bojo prej, veš, tak. Vse vredi, kje pa to. Ko veš, da tak, tisto zdaj bil nek poskus v Makedoniji nekega, mislim, da je bilo nekega terorizma, pa to čist možno, da so nas ciljali, ne, veš. Sam da so ono. Ne, nekaj si hotela dodati, pa sem te prekinul. Glede terorizma. Ja, ne, terorizma, ja, nismo ga si proti, ne? Nismo ga občutili na lastni koži. To se zelo dobro vidi. V tistih državah, ki so bili teroristični napadi, so kar naenkrat te cifre poskočile. Teroristični, rekla si turistični napadi. Turistični sem rekla, ne, teroristični. Ne, teroristični. Ja. To v Šmarju je kar težav glede turističnih napadov. Toti turisti niso tako napadalni do nas, ne. Tak. Ne, se popravlja, veš, da gre gor, tako, čista špica. Ne, res, imamo muzej baroka. A si vedela, da imamo muzej baroka v Šmarju? Ja, ampak to sem zvedela danes. En od prijaznih gospodov tukaj mi je pojasnil par stvari. To prvo povejo, a nisi tu? Ja, imamo muzej baroka, to kar povejo. Bomo šla bolj gledati. Muzej baroka. A ja, muzej bo. Pa to, tako, po 3 ure si lahko noro. Ne. Se dejansko vredi, no, mislim, ni tako, da se hecam. Mislim, da so tudi bila evropska sredstva, no, tako je ono. Zakaj pa lih baroka? Kak? Zakaj lih baroka? Ja, imamo tu gor kapeljice, pa so potem bile to iz baročnih časov, pa so to neki, gledam, to neki, ne vem, neki, nisem se to prepravil, no, zdaj, jaz sem tu za neke druge podatke. Zdaj sem te, zato se rdeči stoli, veš, da te... Ja, ko sem zdaj se malo zapletel. Potem skoraj tretjina Slovencev že pozna datum naslednjih evropskih volitev. Skoraj tretjina. Tako da to je na ravni takrat nazadnje bila, koliko je bila udeležba v Sloveniji? 25%? 24. 24. Tako da zdaj smo tu, ne? Tako da zdaj v naslednjih mestih je treba to dvignati. Ampak to je malo stari Eurobarometer, kaki mesec, zdaj moramo počakati na naslednjega. Upam, da bo preko naše kampanje se ta številka pomalo. Tak je plan. Ampak je dobro, če se pravi, na prejšnjih volitvah je bilo 25% udeležba, zdaj jih tretjina že ve, saj, da bojo volitve, to je že dobro, te že saj vejo. Ja. Niso še šli, ampak... Ja, ampak to ne pomeni, da bodo volili. Ja, to bo ljudje rekli, sem vedel, da je bilo. Med Slovenci smo zelo proevropski. In če bi kdo prišel do nas in nam prinesel glasovnico, ne bi imeli nič proti, bi obkrožili. Pač kandidat. Samo mora priti. Ja. Ampak smo pa na vrhu lestvice tistih, ki rečejo, da ne grejo na volitve zato, ker so imeli piknik doma, praznovanje, poroko, gordo vreme, lepo vreme. Imeli smo tudi že vprašanje, a morajo iti na evropske volitve v Bruselj. Eni niti ne vejo. Da. Tako da dejansko smo drugi na lestvice tistih, ki so kot razlog, zakaj niso šli na volitve, navedli en tak tehničen ali pa osebni razlog. In ja. V Šmarju v Mestini imamo enih 7 kolesarjev, ko šlo s biciklom voliti v Bruselj. Enih 10, res? Jaz sem bil zraven.
Mislim, jaz nisem gonil, jaz sem bil spremljalna ekipa. Čakaj, samo to so ljudje prav, ki mislijo, da morajo v Bruselj voliti. Ja. Wow. Mislim, vse bi bilo fajn. Če tako gledaš, jaz bi šel. Ja, jaz nimam za avion, kako ne grem? A to moram peš? Ja. Ne, volitve so tu, v kulturnem domu. Tak da. Aha, v kulturnem domu. Ne, ampak tu, če smem povedati en podatek, ne? Več kot 70% zakonodaje, ki velja v državah članicah, tudi v Sloveniji, se sprejme na evropski ravni. Tako da pravzaprav je evropska politika danes že notranja politika. Ne? Ni tako vseeno, mislim, ne smemo tako zanemarjati teh evropskih volitev, ker pravzaprav tu imamo moč, da odločamo, kakšno bo življenje v naši državi. Ja, kot večina po mojem misli, da je to tako. Ja, to je Peterle z orglicam, ne? On tam igra orglice in to je to, ja. Tako, ja, vse posrečen. Ko so pijani, bohe, če sploh hodijo, kaj tja. Ja, je rekel, da ima cviček s sabo, ja, da, na prejšnji okrogli mizi. Ja, zdaj pa prednosti, ki jih imamo, ne? Ena itak takoj pade, ki je zdaj tako bolj frišna. 2017 se mi zdi, da je EU poenotila cena gostovanj v mobilnih omrežjih. Se pravi, vse evropske države imajo isto tarifo. Se pravi, a ni meni tako, recimo, to bi mogli že prej, a ni bilo tako, kako dolgo je to trajalo? Meni je bilo to tako, pa zakaj ni to mora biti enako? Sem kličeš ali tja, Ja, to je kar dolgo trajalo, ker so morali uskladiti kar nekaj zakonodaj tukaj, ampak je bilo zakonodajo so postopoma uvajali, preko nekaj let, ja. Ampak kaj je zanimivo tukaj, kako hitro smo se navadili na to in smo že kar pozabili, da je to Evropa naredila, ne. Pozabili smo že, kako je bilo, ko smo hodili recimo na Hrvaško na morje, ne, in potem včasih sploh nismo vzeli s sabo telefona, smo ga doma pustili ali pa smo ga izključili za vsak slučaj, ne. Sploh še smo stacionarnega. Stacionarnega jaz nisem nosil s sabo. Predolg kabel. Ne, sorry, zdaj sem malo prekinil. Htela sem povedati, to samo po sebi, zelo hitro stvari postajajo samo po sebi umevne. Mi smo v Evropa v zadnjih 15 letih, rečemo, BDP se je povišal za 60%, izvoz za 220%. V teh letih je Slovenija prejela več kot, ogromno evropskih sredstev, Evropa je financirala več kot 5000 projektov in to smo kar hitro, je postalo to, pač ja, samo po sebi umevno, to je Evropa. Sploh pa pri mladih, ne, ki jim je bila Evropa v zibelko položena, ne. Pri meni, recimo, jaz sem šla študirati v Graz, ker sem se želela udeležiti Erasmus programa. In mi je bilo čisto eno, kam bom šla na Erasmus program. Danes ti študenti si izbirajo, bi šel na Irsko ali mogoče Francijo, pa ne vem, pa tam je. Do Erasmusa še pridemo, imamo še tam eno tako debato. Ti si opazil to, da jaz recimo, a si ti vedel, jaz recimo nisem, da to se, take stvari, tako da recimo, da se Evropska unija zmenila, da je enotna tarifa. Jaz mislim, da so se malo operaterji med sabo pogovorili, pa so rekli, to bo veliko več posla, če bomo imeli kar enotno, pa bo ljudje veliko več klicali in bo to boljše, ne. Recimo, jaz nisem vedel, si ti vedel, recimo, da... Ne. Radi imamo kratke in jedrnate odgovore. Ne, sam je res, točno to se mi zdi res, da smo tako navajeni, na boljš se vedno lažje navadiš. In to zdaj, ti, ko greš na Hrvaško, tam si nekje na enem otoku, ne vem, na Krku in kako imam na telefonu, da ni signala in si že živčen, si že tako, pa kako, sam 3 črtice. V bistvu smo razvajeni tako, da nas kar to mod, ljudje se pritožujejo, že zdaj mi pa ne dela internet, #Telekom, ful vidiš in tako, vsi lajkajo, ja, prasti Telekom, kaj je, ne. Ampak tako, še 3 leta nazaj, kako je rekla, da sploh nisi telefona v sabo vzel. Danes smo pa kar takoj že. Lani smo šli s kolegi v Bosno, ne, in smo vedeli, da ne smeš tam vklopiti podatkov, ne. In to je res, tam plačaš, mislim, da 8-9 evrov na mega prenosa podatkov, ne. Isto kot drugot, ne. In lani en kolega sem vžgal in mu je sam maile pogledal in je dobil račun za 50 evrov dodatka. Veš tako, pa si misliš, da je Bosna poceni. Ni!
Veš tako, ok, profitiraš na čevapčičih, samo na telefonu te pa ocarinijo, ne? Jaz sem nekje samo Google Maps odprl, da bi pogledal na zemljevid, kje sem in sem tudi takoj že message prišel, si že porabil si vse za tujino. Pa sem sam pogledal lokacijo in je že bilo, ker je bilo takoj preveč vsega, tako da ja. To je ono, ja. Isto potem, čeprav, no, jaz mislim, da bi, a še je tu recimo kaj placa za napredek glede še kakih drugih zadev, ko bi se lahko poenotile, ne? Jaz bi dal recimo, ne vem, da je še kaj drugo enotno. Mislim, da je Violeta Bulc se zavzemala, da bi bila na vseh letališčih ali vse posode bi bila recimo voda, pol litra vode, da bi bil 1 evro, da ne bi bilo več. Imam to prav podatek? Tega jaz ne poznam. Ok, to smo že... To zdaj kar roke Sam vem, dvignejo. da na zadnje, kaj sem videla od nje, je, da je tudi ona igrala orglice s Peterletom. A res? Ja. Je, ko ve, da to pali. Pusti ti vodo, veš, tak. Ne, je to, veš, to orglice špilaš pa je super, ne. Se poglej Pahor, mislim, to smo že politični, to ne smejo. Ok, pozabite. Ker ne, jaz bi še imel kar nekaj stvari, ko bi se jih lahko poenotili, da bi bila ista, ne, veš, ista cena, ne vem, sendviči. Na letališču sendvič, koliko je, 5 evrov, 10 evrov. Dajmo 1,20 €, lepo tako pri Agri, a veš? Naj bo skozi isto. Prideš tja, pa nimaš te skrbi. Potem za Evropo se je tudi potem odprl res ogromen trg glede trgovine, ne? Se pravi, vsi lahko prodajajo v Evropo, lahko kupuješ z Evrope, se pravi, tudi te internetne trgovine so ful dobre. Letos sem šel na neko potovanje, tam januarja smo šla s punco v Kambodžo in prvo, ko sem pomislil, je, da sem kupil telefon. Itak je cenejši, ne? To bo pol ceneje, ne? Ni bilo tako strašno, ampak vseeno sem si mislil, to bo lahko ta boljši telefon dobiš za 300 evrov, ampak ni, so bili kar dragi, mislim, še vedno ne tako strašno poceni, ampak kaj me pa odvrnilo, da nisem kupil nek telefon, ko bi bil vreden 500 evrov, drugače bi bil 800, je pa glih zato, ker kam bom poslal ga v reklamacijo, ne? A ga v Kambodžo poslal nazaj, veš tak? Veš, bo rekli. Pa še to na vse elektronske naprave mora biti dvoletna garancija, najmanj dvoletna garancija v vseh državah Evropske unije. Ja. Torej, če se ti telefon pokvari v 23. mesecu, ne, ti ga morajo zamenjati ali popraviti. Pokvari se te bo v 25. mesecu. Zato pa najmanj dvoletna garancija. Ja. Se to je v bistvu danes namen tega srečanja, da Aleš ima pol potopisno predavanje o Kambodži, če se ne motim. Ja. Mi zdaj čakamo bolj to. Vse tole imamo 1 urco, pol pa 3 ure v Kambodži, tako da. Sam tam nujno. Vse slike boš pokazal, vseh 5000. Ja, slik sem kar nekaj naredil, tako da tudi neprimerne, tako da ustanite. Kako imaš ti kaj izkušnje z nakupovanjem v Evropi? Kupuješ kaj recimo kaj iz tujine prek neta, si se že kaj to navadil? Ja, jaz mislim, rad to nakupujem, ampak sem pa enkrat nekaj naročil, pa nisem dobil. Z kjere države, iz Kambodže? Ja, ne, nekje je bilo iz Francije, ampak mislim, da je bil nek natek. Ker so te neke strani, ki ti nekaj tako prodajo, pa kar zginejo. Neke punce mi je poslala nek link, to bi imela in pa sem jaz kar kliknil, ok. Se ni bilo neke velika vrednost, ampak vem, da je to zna biti še vedno včasih moraš ful preveriti, da res deluje. Je pa res, da zdaj danes je tudi to, da ti imaš recimo, ne vem, Voyo, pa te neke spletne ponudnike Netflix, pa to in je v bistvu oni imajo samo za Slovenijo prav poseben program in pa greš ti nekam sam Hrvatom imajo že čist drug program, druge filme, ali pa Nemci imajo druge filme, kot imamo mi. In to se mi zdi neka stvar, ki bi tudi lahko malo bolj poenotil. Mislim, da se to zdaj lih pogovarjajo. Ker jaz sem lih hotel gledati pri Hoster v Nemčiji, pa nisem mogel. Ja, to se rado zgodi. To se zgodi, ja. Da si na dopustu v Nemčiji, pa bi rad. Ja, to je eno, zakaj se tudi Evropa prizadeva za skupni digitalni trg in del tega je tudi to, da bi bilo to poenoteno posod. Ampak da se vrnemo na nakupovanje po spletu, ne? Še eno pravilo, tako kot ga ljudje sploh ne pozna, mislim, večina ljudi ne pozna. Recimo, da si kupiš take lepe čevlje imaš obute, ne? Da si kupiš čevlje po internetu in dobiš čevlje in ti niso všeč, ali pa ti niso prav, ali pa je kakšna napaka, ampak tudi, če ti niso všeč, jih v roku 14 dni lahko vrneš in moraš dobiti povrnjen denar. Se pravi, bilo katera trgovina Evropske unije, da ima sedež v Evropske? Ja, če
pri nakupovanju preko spleta. Pošlješ nazaj, to je to. Pošlješ nazaj in dobiš denar nazaj ali pa pač novo robo, karkoli. Ampak vse te trgovine so dolžne v 14 dneh, oziroma 14 dni imaš časa, da lahko vrneš robo. Ampak to je 14 dni od trenutka, ko si jih prejel. Ali mislim, ali to pol, a ne, kateri recimo traja na 14 dni, da ti oni pošljajo, pa ti pošljaš njim nazaj in vmes že 2 meseca mine, ti že malo pozabiš, da te čevlje. Od trenutka, ko si jih prejel. Jaz sem vam prej pozabil omeniti, ampak tamle ob strani so 2 punce, ko imajo mikrofone. Če imate glede kakšne teme, kakšno vprašanje ali pa kak komentar ali pa kaj, komot, vi samo se oglasite, roko dvignite, lahko kaj podebir, ali pa da ima kdo kakšno tako izkušnjo, ni problema. Sam nek znak dajte tam mogoče punci pa tako da, če že ima zdaj kdo kakšno vprašanje, komot. Mislim, če eden izmed teh 2 bo sigurno, kaj je Evropski parlament? Jaz sem pri vhodu obljubljala vsem, da če grejo v prvi 3 vrste. Zdaj sem ti povedala? Ja. Prva 3 vrste se sest, da jih ne bomo poklicali na oder. Glede na to, da so vsi od 4. vrste naprej, jaz mislim, da so pripravljeni na vprašanje. Tu so šli, ko so rekli, jaz bom nekaj povedal. Ja, torej, se pravi, se lahko komot kjer kaj opogumi. Lahko je tudi kakšna štorija, ni nobenega problema. Če ima kjer kaj malo dar za kaj zapovedati, lahko je vic, ni problema. Torej, naslednja tema, prej se je že omenila, Erasmus, to je tudi ena fajn zadeva. Od leta 87 mislim, da je bil ustanovljen, tako sem prebral. Do sedaj se je tega programa že udeležilo več kot 9 milijonov ljudi, 20 000 Slovencev. In potem imaš tu veliko večjo možnost zaposlitve, vse živo. Je pa tudi en zanimiv podatek, kasneje izpolnil. Ti si bila na Erasmus izmenjavi? Ja, jaz sem bila v Dublinu. V Dublinu. Kak je bila izkušnja, povej? Ja, odlična, to bi vsem priporočala, ja. Predvsem nauči se jezika, ampak kar je zelo pomembno, je ta kulturna izkušnja, ki jo imaš. Predtem sem jaz že šla študirati v Avstrijo in zaradi tega sem sploh lahko šla na Erasmus program. In biti ven iz države je zelo vredna izkušnja. In to je tudi bil eden izmed razlogov, zakaj sem dobila delo v EU-ju. Naravno zato, ker sem toliko že živela v tujini in ker sem dobro obvladala tuje jezike. Aha, super. Ti si živel kaj v tujini? Oziroma Erasmus? Zadnjič sem nastopil na ekonomski fakulteti v Ljubljani in je bila ena punca na Erasmusu. Sem jo vprašal, če je prišla sem zaradi učenja ali zaradi seksa. In pa sem jo vprašal, skod pa je pa rekla iz Ukrajine. In je bilo tako, zato, ker doskrat Erasmus grejo tako malo si ga dajo duška, ko grejo študirati, tako da ne bi vedel za vas. Sam takrat je bilo kar neprijetno. Pa v prvi vrsti je bil en predavatelj, ki je prej delal na Googlu in je bil iz Amerike in on si po mojem mislil, ti Slovenci, kaj oni delajo. Hvala. Ne, ampak nisem šel nikoli prek Erasmusa, sem pa šel, sem pa 3-4 mesece sem živel v Ameriki, pa se mi zdi, da je to za mladega človeka kar pomembna izkušnja, tako da greš malo doma, da prerežeš popkovino, tako zares, da greš, tako ne da greš v sosednjo sobo. Sem bil pri starši na obiskih, se pravi, sem šel dol po stopnicah. Celec je enkrat razlaga, da tudi v Gradcu nastopal en kolega komik, da je v Gradcu nastopal, pa tudi vprašal neki, če je kdo, pa so se neki začeli smejati, pa so rekli, ne, ona pa je Erasmus, okej. Pa si je mislil, Švedska, odkot pa si? Z Maribora. To je... Čeprav je pa res tako, kot ste prej omenili, da danes tudi mladi so tako, sem bil na Ibici, na Erasmusu, pa tako, res na Ibici. Prav tako ena, vem, da mi razlaga, sicer mislim, da je bil to nek mednarodni program, še več kot Erasmus, da je šla na Havaje na izmenjavo. Prav tako, kako to, jaz bi tudi šel na Havaje. Mislim, super so te programi, kateri omogočajo, da greš na Havaje, ali pa nekam tako. Ja, ampak dobro pri tem je to, da ti priznajo tudi izpite, ki jih tam izpelješ, tako da ti praktično lahko celotni letnik priznajo. Zanimivo, kje izpite imaš na Havajih? Ja, ampak na Havajih surfanje. Jaz sem zdaj surfanje 1 in 2. Ja, študiraš pa farmacijo.
Tule še imam surfanje, telovadbo, checked. Sam je pa ta še en zanimiv podatek, ko ne vem točno, kako so ga, ampak to prek ankete, ali ko, ne vem, da od 9 milijonov, ko je bilo Erasmus študentov vse šimo tja, je pa že več kot milijon ali celo 2 milijona nastalo Erasmus otrok. Se pravi, da so si tam najdli partnerja, partnerko in planirano, neplanirano. Odkot je tvoj mož? Moj mož je iz Slovenije. Jaz sem bila 17 let v tujini. Aha. In v tujini spoznala, oziroma konkretno v Bruslu, spoznala svojega moža, ki je prišel prvič v Bruselj samo za en vikend. Evo. Morala sem iti skozi vse te države do Brusla, da sem spoznala Slovenca. Ta pravega. Ja. Pa en vikend je bil sam. Si mu malo razkazala. To je Evropa. Tako da dober, ja. Tako da zdaj, a je tu mogoče kak Erasmus študent ali pa kdo razmišlja, da bi šel? Kako? Erasmus Foter je rekel. Erasmus Foter. Sožalje. Da ne boš še starata, veš. Ne, ker ne, zdaj tu je treba malo paziti, če imate otroke, ko grejo študirati v tujino, ne, na Erasmus ni nujno, da se grejo izobraževati, mogoče se grejo samo razmnoževati. Sam čakaj, če je 9 milijonov bilo po tega, da je koliko milijon otrok ali 2 milijona? Ne vem, milijon, dva, Ja, nekaj mi takega. imamo podatek, da je milijon, ampak več kot milijon, ampak zdaj smo slišali na eni zadnji okrogli mizi, da bi naj že po nekaterih podatkih bilo 2 milijona. Milijon je priznanih. 2 milijona otrok, nim. Jaz na tisti fešti nisem bil. Ampak vsekakor Evropska komisija ali pa Evropski parlament na teh straneh se vidi 1 milijon. Tako da to je tak podatek, ki se tudi najde na spletni strani, uradni spletni strani Evropske unije. A ja, to je, ni to neka... Ne, ni to hec, to je tudi Juncker izjavil. Juncker je po mojem sam... Jaz kar pozabim, da smo na neki okrogli mizi, pa da moramo še nekaj pametnega povedati. Tako da, zdaj sam resni To odgovor. kar veliko, mislim, to pomeni vsak, ne vem, kot da rekel. Ja, 9, ne, 9, pa 4, pa pol, recimo pol, moški, ženske, pa potem pa vsak, ja. Vsak 9. Vsak, se izide, ne? Matematika se izide. Me pa zanima, jaz imam en predlog, zdaj pa ne vem, če že to kaj obstaja. A je mogoče Erasmus tudi obstaja za penzioniste? To je bilo super, ja. To je bilo super. Mamo lepo malo na Ibico. Ja, ko tako veš tisto... Obstaja za profesorje, učitelje, to obstaja tako izpopolnjevanje. Se ni samo izmenjava, so tudi razne izpopolnjevanja za profesorje, kar ni zdaj. Se Uroš Kuzman, ne, kolega, stand-up komik, je drugače doktor matematike, pa tudi šel na Norveško, ne, je šel. Ja, mislim ravno preko tega. Ja. Tako da ja. Ne, jaz mislim, da bi bila to dobra, to zdaj ideja za Bruselj, za penzioniste, to je bilo super. Veš, ko to pol ljudje sprašajo, imaš, ne vem, stara mama, 89 let stara, vsak dan pred hišo sedi, ne, pa tako, kaj ni več, ne, šla na Finsko. Zdaj tam sedi pred eno bajto, pa gleda. Pride poleti nazaj. Ampak nažalost penzija gre tudi gor. In zdaj tam na Finskem pregleduje na parkingu, kdo je kam parkiral, pa veš to, kdaj je kdo prišel, ob kateri uri. Zdaj mogoče to zdaj, pač, ker nisem šel Orenk se posvetovati, ampak vseeno. Eurosong. A to tudi ima Evropska unija, kaj zraven ali nima? Ne, čisto nič. Ampak bi pa bilo krasno, če bi oni malo spromovirali Evropo tudi tako. Naše volitve, Eurosong bo tik pred našimi volitvami. Ne. Zdaj si zamisli, da bi tam pač Zala pa Gašper rekla, tokrat pa greva voliti. Samo ona ne bi rekla, tokrat gremo voliti, ona bi rekla, tokrat gremo voliti. Mogoče bomo šla, mogoče pa ne. Preveč si usta odpiral. To je cilj, no? Mora biti fiksna usnica.
Gremo, ja. Kdo pa drugače določi datum? Mislim, kako ste izbrali ta datum? Žrebaj. 26. maja. Ja. Mogel bi dati 1. novembra, pa nekaj tazga, da se nekaj takrat, da imaš vsaj ljudi, ki grejo. Ja, kako se to določi? 26. je pa res dober dan za piknike. Mislim, Zmeraj je v tem času. Se to pa res, ja. Maja, ja. mislim pa babica ima rojsten dan ponovadi, pa vedno je nekaj tako, da joj. Pravzaprav je od 23. do 26. Ja. so. Nekateri države se začnejo že 23., nekateri 26. Pri nas 26. Večina držav ima na nedeljo. Na Finskem je 23. nedelja. Ne, sem bi bilo, dobro bi bilo, da bi bil ta datum res mogoče neki tak, da bi bile volitve pol najbolj zanimiv dogodek v dnevu. Tako recimo, 1. november bi bilo Pa super. nekaj tazga, ker je res tako morbidno takrat obdobje. Ja. Veš, ko je vreme tako, zdaj 26. je res tako, hej, je super. Ja, se, če pa dežuje, pa pač ne grejo, ker dežuje. Ne? Ja, se to tudi. Čeprav ne, mene zadnjič sem merila, Ješ? štopala, da me točno 7 minut stane, da pridem do volišča, pa nazaj. Volim, se podpišem vse to in nazaj domov. Se pravi 7 minut. In odločaš o tem, kdo bo odločal o Evropi naslednjih 5 let. 7 minut. Aha, plus prevoz. Vse. Vse. Aha, ok. Ja, jaz v Ljubljani živim, pa imam 7 volišče, malo več traja. Ja, vse. Ja, to bi bilo zanimivo, da bi bilo en tak datum. Kdaj bi v Šmarju šli voliti? Kdaj? Imate kak predlog? Kdaj vam bi najbolj pasalo? Obhajilu imate, ne? Dajte predstaviti, kako to? Ja, on ne bo šel, veš, že ne bo šel zdaj. Se ni nor, veš. Cela žlahta. 1. november se meni ne zdi slabo, veš, ko greš pač na Britov, pol greš tist moli, tist Roženkranz, pa pol je to, greš na volitve, to je fešta, pol rata. To je kasi, to je bilo super, je bilo. Čeprav jaz imam eni par idej, kako bi se dalo volitve malo pojačati, veš, res je malo tako monotono, ti prideš tja, te najdejo tam, greš tja, greš voliti, greš nazaj, ne. To bi moglo biti, veš, da bi bili neki koncerti, ali pa neko, veš, Severina, ali pa, veš, da je tak. In če greš voliti za ston, če ne moraš pa dati stopnino, pa tam recimo se odojka peče, pa to bi vsi prišli. Veš, malo ono, da malo spodbudiš. Ja, koliko nucaš? Dobro, se bova zmenila. A ti nimaš pol obhajila? V redu, okej. Ja, vsak, letos je drugače, vsako gre voliti, dobi Jurija, ne? Sam je to z DDV-jem, tako da ni tako veliko. Kje smo se še hoteli staviti? Letalske karte, to tudi recimo, jaz to nisem vedel, so ful dostopne ratele. Verjetno mladi sploh tako gledamo, to se splača, gremo poceni, za 50 € greš v London pa nazaj ali pa kaj takega. Verjetno dosti koristiš kakih takih poceni letalske karte. Ja. Ne, ampak recimo Slovenci imamo ful dobro povezavo, zdaj Zagreb ima kar močno letališče, tako da v Zagrebu je veliko povezav, ampak Hrvati pa hodijo k nam zaradi Londona, ker se mi zdi, da iz Zagreba so pa ful drage karte v London. To pa nisem čisto razumel. Mi Slovenci imamo ful tega, imamo Wizz Air in EasyJet, pa še Adrio. Še Adrio, ja. Hrvati pa tako so, nimaš kaj v London hoditi. Če hočeš pet v Slovenijo. Pet na Tajsko, ne? Na Tajsko super, ampak v London pa ne. Ja. No to jaz recimo tudi nisem vedel, da je imela to Evropa. Jaz mislim tudi ista finta, da so pač letalski prevozniki prišli k sebi, da to moramo poceniti in da so pač tako racionalizirali. Se pravi zdaj, če se Brexit zgodi, bo London spet dražje ratov. Ali ne? Ja. Kak je predvidevanje? Se Brexit zgodi, je dosti odprtih vprašanj, kaj bo. Ampak načeloma bi moral postati dražji. Tako da potem bo spet London, ne vem, 300 €. Ja, počakamo najprej. Če se zgodi, kdaj se zgodi? Te Angleži so toliko nastrojeni do tujcev, da je to v bistvu ful zanimivo. Jaz, ko sem nastopil, po moje, že 2011, sem nastopil v Londonu in ko so me najavili, tako danes imamo enega gosta iz Slovenije in so ljudje iz publike so kričali, ne. Tako sploh še nič nisem povedal, so bili že tako, ne, spet en, ta, je Romun.
In tako splošno način sem povedal, in ko sem prišel gor, še prej sem rekel, sam da sem rekel, dobro večer, so že bili tako, fuck off, pej dol, tako prav mislim, tako nekako ta strah do tujcev se je pri njih ful ukoreninil, tako nekako, da prihajajo zdaj kar neki te zlobneži, ki vzemajo službe komikov in to. Ja, ampak mladi ne razmišljajo nujno tako, no. Zdaj recimo ta referendum, ki ga pravzaprav nihče ni skoraj nihče pričakoval, da bo uspešen za izstop pač iz Evropske unije. Na ta referendum je prišlo zelo malo mladih. In po zadnjih teh anketah je 77% mladih za to, da Velika Britanija ostane v Evropi. Ne. Ampak takrat, ko je bil referendum, pa jih nikjer ni bilo. In so pustili, da so pravzaprav pač drugi, starejši, odločali o njihovi prihodnosti. In potem so začeli, to je zanimivo, da naslednji dan po referendumu je najbolj pogosta stavek na Google searchu bil What is the EU? Kaj je Evropa? Ljudje sploh niso vedeli, kaj so izgubili. Sploh pa ta mladi so potem, a zdaj pa ne bo več Erasmusa, a zdaj pa ne bomo več, zdaj bomo pa stali na tem otoku. Zdaj pa ne bo več razmnoževanja. Ne bomo mogli kar v Grčijo te Angleži, Zadnjič sem prebral, da en igralec, ki igra za Real Madrid, fuzbaler, ta Bale, da zdaj ne bo mogel več igrati, mislim, da bi mu mogli pogodbo spremeniti, ker ne more kar tako, ker zdaj je pač v Evropski uniji, se pravi, da on ne more več igrati za Real Madrid, da si predstavljaš to, on z vsega je tako, zdaj moram iti nazaj tam nekam v Wales, igrati za tam en lokalni klub. Samo zato, ker eni niso šli volt. Veš, kakšno dobro sporočilo, to bi mogla biti reklama. Joj, pejte volt, če ne, Bale ne bo več igral za Real Madrid. To so take sladke skrbi. A sta gledala mogoče Brexit, se pravi film, ko je bil zdaj, mislim, da letošnji letnik. In je ful dobro prikazano, če že niste gledali, dajte ga pogledati, ne zloadati, ne, vse lahko kupiš nekaj. Jaz ga nisem zloadal, jaz sem ga kupil. 7,90 je bil. Ne, je ful dobro, zakaj se je sploh to zgodilo? Zato, ker so res oni imeli kampanjo, se pravi, te nazadnjaške stranke so imeli kampanjo in so prek interneta obstreljevali samo tisti, ko ne grejo voliti in so jim res sam eno, mislim, da slogan dal take control in ljudje, to bomo vzeli kontrolo in so en kup zbudili, en kup enih ljudi, ko niso hodili voliti in so šli pol voliti in so rekli, gremo ven in ostali, itak noben ni verjel. Tako da, pogledajte si ta film, če boste imeli priliko, ker res je fini. Tak pozitiven za v nedeljo zvečer. Tako. Pa še ne veš, kaj je konc, ne poznaš konca, ne veš, kaj bo. Tako da zdaj se nas to je v bistvu bolj trailer bil. Ali pa soboto pred volitvami, ne? Soboto pred volitvami, to je recimo. Enotna zakonodaja. Zdaj za Evropsko unijo, kot si že rekla, je ful enotne zakonodaje, se pravi nekaj, kar se mora potem vse države voliti, ampak ful nekih zakonov je še pa kar tak, še nedorečenih. Ne? In danes sem prebral eno novico, ko je lahko zdaj tule, kot tule je malo še manevrskega prostora, kako se bi dalo stvari zrihtati. Ne? Recimo, na Češkem, blizu mesta Zlin je Mihael Praška, je ubil lev, ki ga je imel zaprtega doma v doma narejeni kletki. Našel ga je njegov oče mrtvega v kletki, ki je bila zaklenjena od znotraj. Ne vem, če ga lev zaklenil ali ko, ali se je on sam zaklenil. Ne? Ta Mihael Prašek je amaterski krtilec levov, očitno, ne? Ker razlika med profesionalnim pa amaterskim je, profesionalni so živi, ne? Amaterski pa ne. Če nisi živ, si amaterski izgleda. To, da se zakleneš v kletko, amaterska napaka. Profesionalci to ne bi naredil. In ta Mihael Prašek, amaterski krtilec, je že dolgo v sporu z lokalnimi oblastmi. Župan tega kraja je rekel, da bo ta incident morda končno pomagal pri ureditvi tega problema. Zgleda. Ker zdaj Prašek je zaključil.
Je pa Mišel Prašek že večkrat polnil lokalne časopise, na zadnje lani, ko se je kolesar zaletel v Levinjo, ker ima še Levinjo, ima leva pa Levinjo, ko ga je Mišel na povodcu jo je peljal na sprehod. Ne? In ker ni bilo ustrezne zakonodaje, so incident označili samo kot prometno nesrečo. Se ti peljaš tam po Šmarju, pa se zaletiš v leva in ti potem zapisnik naredijo evro zapisnik, a veš, blatnik malo zvit, ja, pa lev ima zlomljene rebra, ja. Veš, mislim, to bi moglo biti neka taka, res bi bil simpel zakon. Če si v Evropski uniji, ne smeš imeti leva. Ne smeš imeti, lahko imaš mačko, sam ne sme biti večja. Ne? Veš, tako, da si na letališču, pa imaš tisto, ko daš not, če gre, veš, se pravi, kufer, če gre not, ga lahko vzameš na letalo, če ne moraš plačati, odplačati. Isto bi zdaj za mačke naredil. Taka škatla, če gre not, jo imaš lahko. Če gre, lev ne bo šel not. A veš, mi imamo doma mačko, ki ji rečemo polonca. Tota ne bo nebenega vbila, a veš, ki se ne ljubi, veš. Tako da, zakaj ni, recimo, evropska zakonodaja se mi zdi, da bi res kakšne take, je še ful manevrskega prostora. Misliš, da bi to lahko, bi čudno izgledalo, če bi zdaj prišel v Evropski parlament pa bi rekel, ne smeš imeti leva, recimo. Kak je sploh je proces, To je recimo? Peterle enkrat predlagal. Ne, mislim, kak je postopek, recimo, da če zdaj nek zakon v neki državi peša, pa da bi to hotel na evropsko raven priti. Kak je to postopek? Se pravi, preko naših evropskih poslancev ali Lahko kako? preko naših evropskih poslancev, lahko oni tudi predlagajo to preko resolucije. Ja. Lahko pa, drugače pa je Evropska komisija ta, ki predlaga zakone in potem jih Evropski parlament, se pravi evropski poslanci, ki jih izvolimo mi, skupaj z Svetom Evropske unije, to pa so predstavniki držav članic, tudi predstavniki Slovenije, skupaj pač sprejmejo oziroma spremenijo, dopolnijo, sprejmejo, zavrnejo, karkoli. Končna odločevalca sta Evropski parlament in Svet Evropske unije oziroma države članice. Aha, Tako da ni tako, da bi samo Bruselj odločal. Aha, okej. Tu so evropski poslanci, ki so tudi slovenski evropski poslanci in Slovenija, ki tudi druge inštitucije odloča. Bom šel jaz gor Sem direkt. nekje tako, da... Kaj da? Bom šel jaz kar direkt gor, pa bom rekel, pač ne smeš biti leva. Pa rekel, Aleš je prišel spet. Ne, a je nekaj sorazmerno glede na velikost države, ali ne? A ne? Ja, tako je, ja. Glede na velikost države. Zdaj, recimo Slovenija ima 8 poslancev, pa ima 2 milijona prebivalcev. Nemčija ima, Andrej, daj pomagaj mi. Kje si? Andrej je šel. Aha, zdaj Nemčija ima 96, ima pa koliko milijonsko? 80 milijonov, ok. Pa računico tudi imaš, koliko je to pol procentualno? Se pravi, Nemčija ima... Koliko pa je poslancev? Andrej to vlada, on je... Se pravi, koliko On je je vseh naš poslancev? leksikon. Aha, ok. Ne, tisto, kar jaz uporabljam, v bistvu statistični podatek, dostakrat je v bistvu to, da ima približno en nemški poslanec zastopa približno, koliko smo rekli, 800 tisoč nekaj tajskega prebivalcev svojih, malo več, en slovenski 250 tisoč, tako da zastopanost je dejansko v bistvu veliko večja v bistvu slovenska, no, 4-krat večjo težo ima v bistvu slovenski volivec. Okay. Je pa res, da se moramo zavedati, da smo pač del 500 milijonske skupnosti, ne? In 2 milijonske narod v 500 milijonske skupnosti ima pač manjšo težo kot 80 milijonska država, kar pa tudi najbrž je normalno. Koliko je pa vseh poslancev, kot to... 751. Aha, ok. Ja. To bo več kot v Ljubljani. Mečkan. Malo več, ja. Mislim, da smo že kar nekaj tem obdelali. Imamo zdaj pa, da ne boste vi samo... Mene sam res nekaj zanima, se pravi, če nas je toliko mal spet, to smo Slovenci vedno tako obremenjeni s tem, da smo mali in to nas vedno kar malo duši, ampak dejansko teh 7 ljudi vseeno ima nek glas, ki je enakovreden, ne? Mislim, a je bolj tako, jaz bi nekaj povedal, pa daj Slovenija, ti imaš kaj govoriti. Ne. Kdo je sploh njemu dal mikrofon? To bi še dodala, da teh 8 evropskih poslancev ni znotraj Evropskega parlamenta v eni delegaciji slovenski, pač pa oni so porazdeljeni po različnih političnih skupinah. Recimo SD bo šel v skupino socialistov, SDS skupino Evropske ljudske stranke. No in Šoltes k zelenim. Pol imamo pa še Vajgla
ki pa penzionisti On pa gre v na Erasmus. Alde, v liberalno stranko. Kaj on? On bo šel na Erasmus na Finsko, tako je v penziji. No, in znotraj te politične skupine lahko, če so zelo angažirani, lahko pač svojo idejo, svoj predlog tudi skozi speljejo, ne, pričajo druge poslance. In vsi ti poslanci vsak poslanec je aktiven v različnih parlamentarnih odborih. Naših je kar nekaj v odborih za zunanje zadeve ali v proračunskem odboru, odboru za zdravje. In če si tam zelo aktiven, imaš kako posebno poročilo oziroma delaš na kakšnem posebnem predlogu zakonodaje in se zelo angažiraš, prepričaš druge, ja, to lahko uspeš. In naši poslanci so načeloma kar aktivni v Evropskem parlamentu. Ja, se, to je tudi po mojem največja težava, zakaj ne gremo volj. Saj jaz vem zase, ker niti ne veš za koga, oziroma kako prepoznaš, kdo je tak, ki bo toliko aktiven, da bo tam tako, gremo v ta projekt, pa so tam Nemci tako, nein. On tako, ne, res dobro ideja, ne levom, smo rekli, ne levom. In oni bodo tako, te Slovence imajo skozi čudne predloge. To je dober za Čehe. To je dobro, ja, za Čehe je to dobro. Ampak pač voliš tistega, ki ti je najbližje, če si bolj zelena, če si bolj konzervativce. Pač voliš. Mislim, iščeš kandidata, ki ti je najbližje. 100% ne boš nikoli našel. Ja, še ga nisem. Ne? Ok. Razen un, ki je prišel enkrat za eno noč v Bruselj. Za en vikend. Ja. Pa ostal malo dlje. Ja, da se ne bo preveč razpotegnalo, imamo še v spodaj ena zakuska, je, ne? Če se ne motim, tako da to še potem na koncu povabimo. Imamo še pa kratek kviz, enih 5 vprašanj. Zdaj bomo pa tako naredili. Se pravi, se razdelimo, ampak ne, se šmarje smo enotni, samo to, kad bomo šli malo levo, desno. Tamle nekje, ko je tista kamera po sredini, ste na ono stran in vi imate predstavnika, eden mora odgovarjati, na drugi strani pa še enega določite. Ali moram jaz določiti, kaj vam je ljubše? Andrej. To si zdaj rekla tako, da ga vsi poznamo. Kjer Andrej? Aha, Andrej, ja, se vem. Ok, sorry. Jaz mislim, da on ko ima birmo, a veš, ne, ali v Hajilo. Ok, na drugi strani, Matija, boš ti ta glasnik ljudstva? Se mi zdi, da so te že kar večinsko potrdili, no? Tudi, če se tako kar ne strinja, tak je. Torej, jaz bom dal zdaj prvo vprašanje, je za obe dve ekipe. Lahko se med sabo, jaz sem zdaj to ni fair, ti si tak načitan, to da ono s temi podatki. To je zdaj malo ono, ok. Pozno je. Kako? Pozno je. Ok, pa desna stran bo dobila ta težja vprašanja, da leva bo dobila pa malo lažja. Ok. Sam, če Andrej ne bo vedel, lahko zgubi službo, v bistvu imamo ful pritisk zdaj. Ja. Smola, pač. Vsi smo pod nekim pritiskom, veš. Torej, bomo šli kar na enostavno vprašanje. Kdaj je Slovenija vstopila točen datum v Evropsko unijo? Se pravi, na levi strani morate povedati datum pa letnico, na desni strani morate še pa uro pa sekunde. Mi bomo tako da dajte se malo med sabo pomeniti. 0-0-0-0. Ok, ja. To ne pa datum. Bomo pa tako dali, ok. Se pravi, ste že dali odgovor? Ja, samo uro ste dali. In minute. In minute. Pa 1 sekunda. Ok. Ognjemeti. Ampak se morate malo posvetovati, Andrej, ne? Ja. Bomo tako dali, da Andrej je sam glasnik, pa če res nekaj, ono, kot to zdaj ni. Kak ne? Polovička tudi ne. Ok, v redu, vi ste rekli 0-0-0, to je tudi datum, ok, pa vi? Aha, mikrofon menda ne dela. 1. maj 2004. 2004, ok, vi rečete? O polnoči. Polnoči 1. maja 2004. Se pravi, že skoraj 2. maj. Ne. Ne. Prvo sekundo v 1. maju. Prvo sekundo v 1. maju. Ok, 1-1. Dajmo aplauz. Čisto mogoče, da mi smo tu prelahka vprašanja.
Zdaj pa, kdaj je bil referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO? Datum in za vas ura. Dovolj bo datum. Ok, dajte se malo med sabo pomeniti. Nedeljo je bil, ja. 7 po 19, ok. Dobro, boste vi prvo? Andrej? Jaka pa datum? Ja, ne. To naj pa oni. Vse to župan mora vedeti. Ne, on pove. To pa ne vem. Ne bodo zdaj prelahka. Ok, 2-3, Andrej? samo jeseni. Jeseni 2-3. 1. november 2003. 26. marec. 26. marca jeseni. Ok, zdaj nismo še rekli zadnji odgovor, ok, zdaj pa zares. Se pravi, Andrej, povej. Povejte. 23. marec. 25. marec? 23. marec. 23. marec 2003. Ne, Kaj pa vi? 23. marec 2003. Oni so prej povedali. Ja pa jaz mislim pa, da imate obojni narobe, ker je bilo 24. marec 2003. V nedeljo je bilo, ja? Evo, on ima prav, ko je rekel, da je bilo v nedeljo. Ja ne moram verjeti, sem tu ne ben, da bi dobil pike, ko je bilo 24. marec. 23 je bilo. Ste zihar? Jaz bom napisal 24, zdaj pa, ali se jaz motim? Narobe. Dober je, v vsakem primeru je izenačeno. Ok. Pustimo, se ni važno, itak so isto rekli. Naslednje vprašanje. Kdaj je uradno začel veljati evro v Sloveniji? 1.1.27. Ok. Malo še počakamo, zdaj mora se pravi, samo en glasnik je. O polnoči. Sekundo čez. 2.7. Sekundo čez. Ne. Prek Andreja morate komunicirati. Ne. Mislim, da je 1.1.27. 1.1.27. Takrat je Andrej Bajuk pokojni pin v tipku pred kamerami. Neuspešno, ne? Ne uspešno, ampak pač pokazujejo vsem, kakšen pin Ja. je na kartici. To je bilo še kar... Ne vem. 20 evrov je dvignil. Evo, kaj se vemo. Vaš odgovor? Vse smo že rekli. Vi ste že rekli. Ok, pol pa, koliko je pa dvignil? Bajuk? 20 evrov. Ok. Jaz mislim, da Koliko zdaj je se imel še... pin je vprašanje? Zdaj je že pokojni. 4. Ja, pa po Sloveniji, kar res takrat bo tisti posnetek. Jaz gledam, da prelahka vprašanje dajem. Zdaj zadnja 2 vprašanja bo dodala pa Tin pa Manja. Vela? Si lahko ti kakaj zapomniš na hitro? Pa lahko daš zdaj malo bolj zagulenga, ko zdaj nekaj, kar veš, da Andrej ne ve. Lahko rečeš, koliko imaš ti plače ali pa kaj tako. Pa na konci poveš. To so v Slovenijo še za minimalne, ne povem, v Sloveniji. Ja, bom jaz prvi. Kdaj je Aleš prvič uporabljal WC školko, ne pa mini kahljico? Jaz se nismo rekli, da mora biti v zvezi z EU. To smo rekli. A ja, smo rekli. Mama tule, evo, mama že ve. Mama na hitro povedala. Mama ne ve. 18. Mama bo rekla, ko je šel v Ljubljano. 4 popoldne. Ok, imaš že kdo vprašanje, ko jaz res gledam, da je prelahka delam, jaz sem to zdaj malo. Že sem povedala, kakšna je bila udeležba na zadnjih volitvah, 24%, še ponovim, če kdo ni to slišal. A ve kdo... In vprašanje je, koliko je volilna udeležba. Ne. Volilna udeležba med mladimi. Koliko odstotna je bila na zadnjih volitvah? Kdo ve? In tu govorimo od mladih med 18 in 39 leti.
Ok, zdaj pa, kjer je bliže temu procentu, tisti dobi piko, ne? In Andrej samo posreduje, je sam messenger. Ja. Se pravi, to govorimo o 12% procentu vseh Slovencev, ko šli voliti, koliko je bil procent mladih od 18 do 39. Drži, ne? Ne. Koliko je bil med mladimi, ki Ja. so stari med 18, oziroma bili stari med 18 in 39 let, koliko teh mladih je šlo na volitve? Aha, tak procent, ok. Imamo 4, 12 sem slišal. Dobro, damo še par momentov, da se zmenite. Vi imate Matijo, vi imate Andreja. Vi ste že Super, ker je rekla mladi od 18 do 39. Ja. Ful široka. To smo še not. Mladi, vsi smo not, mladi. Kaj, Ok, ta stran je že povedala? Po 10%. pod 10%. Nekaj boste mogli reči, eno cifro, tako da se lahko... Ajde 7. 7%? Tukaj celo 4. 4. So res črnogledi. 15. Bravo. Županova lista vodi. To se mi ne zdi, da je za ploskat, ne, 7% mladih. To je ta šmarska mentaliteta, ne? Pa vsi pol zmagamo, ne? Vi ste zmagali, mi smo pir zaston dobili. Bravo, pa še Lipnik zmaga. Ok, zdaj mislim, da vi vodite, zdaj pa če to zdaj lahko sami izenačite ali pa zaključeno. Ti še nisi dal vprašanje, ne? Ja, mislim, Ga imaš? ne vem, videl sem tukaj, da je tam zelo mladi naši člani družbe. Ja. Misliš, da tamle un fantek, to je sicer samo za njega vprašanje, pa ne smemo noben pomagati, koliko je bil €1 tolarjev včasih? A mogoče veš? Njegovo vprašanje je bilo, ko so tolari? Ja. On je zdaj tako, joj, dinari. Še včasih, ko so bili dinari, si bil pol milijonar. Vse to lahko za obe ekipe, vse to dobro vprašanje. Ja, to je dobro vprašanje za obe. Ja, mislim, ja. Čak bom pogledal. Na 2 decimalke tule jih streljajo gore. Wow, eni res znajo. Jaz sem to zdaj googlajo ljudje na hitro. Ok, Andrej, Matija, odgovor za to, ko mislim, da ljudje googlajo. 239,64. Kako? 239,64. Ja, Okej. ista cifra, ista decimalka. Ifra cifra. Ja. Ja. Tako da v bistvu, tako da ste vi, samo bolj ste izenačili. Ko je potem, ti rečeš, da ste izenačili, pa zaključimo kviz tu, pa je stvar rešena. Sam pazi, 2 decimalke, pa 12 let se je ohranil podatek. Ja? Ja? Na 2 decimalke. Je to pa res, ja. Ne, jaz se spomnim, ko je bila menjava teh, se pravi, menjava, smo se vedno sprašvali, v Ljubljani smo se sprašvali, koliko bo zdaj burek. Nekaj je bilo okoli 240, je bil €1, se pravi, v bojni imate seveda prav, je bil, pa smo rekli, a bo to zdaj €1,5 ali kaj takega, ko je bil okoli 350 je prej bil tolarjev, pa smo rekli, a bo šlo na €2, pa mislim, da je šlo kar direkt na €2, tako da tam smo bili res razočarani nad Evropo, že prvi dan, ko smo šli soboto na nedeljo. Ja, dobro, jaz mislim, da v tem trenutku zaključujemo našo okroglo mizo. Dajmo velik aplavz za naša dva gosta, Manja Toplak in pa Tin Vodopivec. Ampak Tin, če si za, imaš nekaj evropskega stand-upa, z kakih 5-10 minut? Mogoče preden se poslovimo, ali boste tle sedela? Ne, mi bomo šla verjetno dol. Ok, že bom če smo v Šmarju, dajmo še zaključimo z malo smeha, če ste za. Ste za. Super, dobro. A pa da greste, boste tle posedeli. Dajte se, ker ostanete tukaj. Bom šel sem stati. Ok, pa še mi dva potem povabimo, ja. Ok, pa še posedimo. Zdaj, ko bom jaz kaj rekel, boste vsi njih dva gledali, če se smejete. Pa bo da vedno tako zahrbna publika. No, prej, ko smo govorili o Srbiji, ki si želi v Evropski uniji, meni se zdi, da nekaj trenutkov je kazalo, da ko bo Srbija prišla noter, bo vsega konec. Ni bilo tako, ena zabava.
zabava, ko prideš ob 4 zjutraj in so že vsi šli. Srbi bi prišli noter, evo, tu smo, končno, vse že prazno, nobenega nikjer, samo en Grk leži na mizi, vsi so že šli, še kaj denarja za posoditi. Te Grki so skozi brez denarja. Ampak zdaj, ko greš na Hrvaško, nimaš več vrste, tako kot včasih. Včasih si šel na mejo, si imel 2 vrsti. Ena vrsta je bila ništa za prijaviti, druga vrsta je bila za prijaviti. In ti greš v vrsto ništa za prijaviti in oni te vprašajo, imate nešto za prijaviti? Si tako, če sem v vrsti za ne prijaviti, onda može. Droge imam, može. Zdaj tudi enkrat so šla z bivšo punco, so šla na mejo in sem rekel, daj mi osebno, da moram pokazati. In je bilo tako, ampak ne slike gledati. Ka moški smo vedno tako, to sploh nisi ti, zakaj imaš čelado na glavi? Kaj še oni cariniki so bili tako, pojdi pogledaj, Franjo, pogledaj to, ima čelado na glavi. Ker zdaj, ko greš se slikati za pasuš, doskrat te fotografi imajo neke čudne navade. Opazil sem, ti greš fotografu in ti reče, daj se used, ampak ne reče ti tako, da je normalno se used pa gleda v kamero. Ne, on ti reče, daj se used malo po stran, pa se tako obrn in pa enkrat mi je rekel, smej se, sam ne se smejati. In ti si tam tako pa zgledaš na sliki, kada ti lih kapa, ali kaj nekaj, ko si tam priješ domov, hrbet sem si zlomil. Tu danes, doskrat, kad se ti z nekom pogovarjaš, ti se danes recimo z nekom pogovarjaš in te prime, da bi zazehal. A ste opazili tako, te prime, da bi zazehal. In pa naredimo prikrito zehanje. A veš, kad ti kar enkrat faco začne zategovati, kar enkrat si tam... A me poslušaš? Ne, poslušam. Včasih te kdo malo plune, kad se z njim pogovarjaš, a ste opazili, tako čist malo te plune, samo tako ti preleti, tako ping. In ponovadi itak nič ne naredimo. Ponovadi, on te tako plune, ti si sam... Redko kdaj kaj rečemo, ponovadi, v 90, šele pol, čez 3 minute si kar enkrat... Ne, vse v redu, vse že imam gripo. Ne, v redu je. Ko ljudje imamo, že nasploh tako, ko pogledate Evropsko unijo, toliko enih zakonov, pravil, ampak Slovenci smo pred časom vzeli eno novo pravilo, da če imaš račun, bančni račun v tujini, ga moraš zdaj prijaviti pa plačati davek. A ni poanta tega, da imaš račun v tujini, da ne plačaš davek. To je tako, kot bi rekli, vsi, ki vozite pijani in ob cesti zagledate policijo, se morate zdaj ustaviti in prijaviti. Zdaj bi se mogli sami prijavljati. Ti prijavljaj, kako popušče se sam prijavim? Ne, se sam sprašujem za prijatelja. Ja. Imamo akcijo, napihaš 2 promila, plačaš enega. To je pa ugodno. Kje se piha, da bom pihal? Daj zapihati. Ker danes ljudje, baje, statistično gledano, živimo v najboljšem času vseh časov. Mislim, še nikoli ni bilo boljše. Statistično gledano življenje na zemlji še ni bilo boljše, ampak mi se vsem pritežujemo. Če pomislite 500 let nazaj, nisi smel niti na glas povedati, da je zemlja okrogla, a veš, takoj so te zažgali. Kaj si rekel, kar pojdi na gor na grmado, tle imaš fajerca, kar sam se zakur, nimamo cajta. A veš, tudi, ko je bila moja babica otrok, moja babica je odraščala tukaj na Kozjanskem, v Kozjum, a je kdo iz Kozjega? Nobeno, nimajo vstopa v Šmarju. No, ko je bila moja babica otrok, oni doma niso imeli kopalnice. A vi razumete, oni so imeli samo lavor, pa zunaj štrbunk WC. Zdaj ti predstavljaš si, da tebe tišči na WC in si tako, zima je, -10 stopinj in ti si tam, kam je sred? Vse dober, daj bom šel drug teden. Drug teden so otoplitve. Ni čudno, da ti si tam bil v bolancu, ti rekel, bi čaj, ne, pol moram na WC, vse dober. Si raj doma umrl, pa da bi šel na WC. Danes pa, ko greš na WC, luč kar sama se prižge. A ste opazili, ti prideš na WC, se luč se sama prižge in pol nekaj časa sediš, luč se ugasne. Takrat smo vsi tako, da je to ne dela. Hodiš po celem WC-u brez hlač, hodiš tam okrog, kje je senzor? Luč se prižge, 16 je na WC-u, vsi hodimo tam okrog. Gospa, to je za moške, no. Hočeš si umiti roke, te pipe so avtomatične, jaz se vedno neumno počutim, kad tam stojiš, to ne dela. En zraven tebe vedno stoji, ti si prvič roke umivaš? Ne, vse sem že 3, kad sem tam ne dela. In na koncu te čaka najbolj inteligentna naprava vseh časov, ta stroj, ki piha v rod zrak, pol ure tako stojiš. Na koncu moraš vseeno narediti. To neč ne pomaga, samo pikline dobiš po rokah. No, ampak sam še čist, da ne bom predolg, se mi zdi, da danes, ko živimo v teh časih, Evropska unija, vse to, tudi ko gledate, ti imaš, gledaš Evropsko ligo prvakov, gledaš Liga prvakov, je tudi super, to nismo nič omenjali, Lige prvake, to neče parlament tukaj vpliva, ampak ja, videl sem, da je imel Ronaldo, ta fuzbaler, je imel eno afero z eno žensko, je spal in zjutraj je dal 200 € za taksi. Koliko je on odrezan od življenja, ne ve, koliko je taksija, že, je dosti 200. Daj mu reči 500, vsem gremo v center, daj mi 500. Fuzbaleri vedno, ko dajo gol, plunejo, a ste opazili?
Vedno, ko da gol plune, to je pravilo. Moja punca je to opazila, je rekla, vedno, ko daš gol pluneš, ja, to so pravila, drugače ne gre. Ker vedno je popoln plune, ko ste opazili. Ko plune, vedno poleti v loku, nikoli vidiš fuzbalerja, da plune, se mu cedi po bradi, joj, Ronaldo, no, ne moreš biti reprezentanci, ne znaš pluvati. Kot vidite, moje šale so zelo inteligentne. Hvala, Aleš, na to se edino nasmejo. Pred te se matramo tukaj. Ne, se ne. Super, razmišljal sem, da danes, kot imamo internet, imamo toliko ene komunikacije preko interneta, danes ljudje se osvajajo preko interneta, imamo kak par, ki se je spoznal preko interneta. Okay, ne. Ampak je problem to, da komentarji so pa vedno v isto smer. Vedno so negativni komentarji, tudi zdaj, ko so volitve, se vedno najde. Tudi če bi bila novica, vsak Slovenec dobi 1 milijon evrov, bi en napisal, koga to briga? In pa bi en napisal, tebe briga domobranci. In pa en, ti še Janša, Kučan, beli, rdeči. Vedno gre v isto smer debata. Vedno. Bila je enkrat novica, pisalo je, mis sveta je postala mis Venezuele. In en je napisal, ti si mis Venezuele. In pa je en napisal, komu ti mis Venezuele, domobranci jedan. In pa, Kučan, Janša, domobranci. Vedno v isto smer, vedno v isto smer. In zadnjič je en človek, en tip, je poslal moje punci po Facebooku, je poslal slike svojega, slike svojega organa. 2 sliki je poslal, vem to zato, ker je bilo tako, in potem sem jaz pretekal, pa je bilo tako, in sem pogledal, sem bil tako, kar v redu. Poslal je 2 sliki in spodaj je napisal lep pozdrav, ker bonton mora biti, ne moš kar pošiljati slike brez pozdrava. On je najprej poslal slike, bi tako nekaj manjka, lep pozdrav. Evo, to je gratis. In pa sem jaz napisal nazaj, komu ti domobranci jedan lep pozdrav? In pa Janša, Kučan so se kregali 3 dni. Ampak je pa res, da danes po internetu dobivamo maile, ki imajo tudi čudno vsebino. Enkrat sem dobil mail, so mi pisali, dragi Tin, bi radi imeli večji penis. Sem bil tako, kako oni vejo? Vsak dan dobim 5 teh mailov, ne vem, kako vejo. Ampak pa sem prijazen, vedno odpisujem, vedno napišem, hvala za vaše zanimanje, ni tako hudo. Pišite prosim na ales.novak, afna. Tako da hvala, to je bilo vse od mene. Uživajte. Veš, ko so zaploskali, vejo za to situacijo. Da se, povabimo, preko si omenjal, da pošiljajo slike penisa. To se mi zdi res tista zadnja postaja, ko to narediš. Ko tako res ne veš, ko bi več naredil in pol pošleš. Ko tako se ti zdi, mogoče pa ne ve, da ga imam. Jaz bom pa poslal. Zdaj pa ve. In če nič ne odgovorila, jaz sem naredil vse, kar sem lahko. Si poslal? Ja, sem poslal slike, ve, da ga imam, tako da ni odgovorila, zgleda, da je to res ne bo šlo. Dobro, s tem tudi zaključujemo današnjo okroglo mizo oziroma EU ni hec. Še enkrat se mislim, da ni treba posebej ponavljati, 16. maja so seveda volitve, dajte se udeležiti, tako da mi dobimo honorar, vse ni važno. Ampak je še pa pogostitev. Nekdo, en poseben kuhar oziroma kdo je to pripravil? To boš ti vedela, Manja bolj. Tam je. Dime je ta kuhar. Ima vsak kuhar, fotograf, umetnik, akademski, multipraktik. Prav luče dobro. Na vsakem tem dogodku bo predstavil neko jed oziroma jedi iz različne države članice. Ampak za Šmarje se je odločil, da bo naredil mešanico različnih držav. Je tako? Tako je. Torej, ne vem, spet je Šmarje nekaj posebnega, ne? Vedno. Tako da vabljeni vsi na to pogostitev majhno, pa tam so 2 stojnice, ustavite se, izpolnite kartico, še bolj bomo veseli, če se vpišete na to, kar grem volit.eu, pa imamo tudi majhna darilca za vas. Hvala. Super. Najlepša hvala. Še en velik aplavz za Tina Vodopivca in pa Manjo Toplak, šefica pisarne. Se lahko ljudje oglasijo, kdaj v pisarno pride? Ja, prosim, pridite. Če boste kdarkoli v Ljubljani, pridite mimo. Imamo tudi en zelo atraktiven center, ki se imenuje Doživi Evropo, kjer lahko na zelo tak multimedijski center, kjer
lahko na zabaven način spoznate Evropo. Tudi skupine sprejemamo, torej smo na Dunajski 20, dobrodošli, lahko pa tudi pridete sam na kavico. Odprti pa smo za vas vsak dan med tednom, za vikend še nismo. Okay. Med 9 uro in 6 uro zvečer. Super. Tako da oglasite se, jaz sem zadnjih parkrat čal, kafe je vredi. Res, da 4 vrata moraš ono, tako prvo, ne, res je, varnostni sistem je močen, če hočeš prav do vas pisarne prideti, ampak naj vas to ne odvrne, jaz sem prišel zadnjih 2-krat not. Od 6-krat, to je kar dober procent. Se vem, zgubil sem vas, kar sem omenil, da so sendviči, tako da, okej, uživajte in se vidimo v kakšni drugi priliki. Hvala, da ste prišli. Hvala lepa. Hvala, da ste prišli. Malo smo pozno začeli z reklamo, ampak vseeno se vas je veliko nabralo. Uživajte in se vidimo na kakem stand-upu oziroma še kakšni taki zadevi. Adijo, lahko noč.